Pozdravljeni. Pred nami je že naslednji vikend na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Čas je za veliko nagrado Azerbajdžana. In tudi tokrat, kot ponavadi v uvodnem prispevku, si bomo ogledali vse tiste značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričeli. Tudi današnji uvodni prispevek bo kot običajno razdeljen na tiste 3 nam dobro znane dele, kjer se bomo najprej ustavili pri zanimivi dirki iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k karakteristikam oziroma lastnostim proge v Bakuju, na koncu bomo pa še nekaj minut porabili za samo vremensko napoved. Danes se ne bomo vračali v neko daljno preteklost, namreč ogledali si bomo, kaj se je zgodilo lani. Velika nagrada Azerbajdžana iz sezone 2024 nam je podala ogromno zanimivih iztočnic, o katerih velja malce razmisliti tudi pred začetkom letošnjega dirkaškega vikenda. In najprej je treba poudariti, da na kvalifikacijah je bil najboljši Ferrari. Charles Leclerc je bil kot že mnoga leta poprej najhitrejši na tisti en sam krog. Ampak, kot vidite tudi na grafiki, tega svojega idealnega štartnega mesta nikoli ni znal v nedeljo pretvoriti v zmago. Ne smemo pozabiti, da smo imeli v Bakuju tudi sprint, kjer je na kvalifikacijah zopet bil najboljši Leclerc, ampak na samem sprintu ne. Ampak tu ne smemo mimo dejstva, da je dirko zmagal Oscar Piastri in dosegel svojo drugo zmago po tisti rahlo kontroverzni na veliki nagradi Madžarske. Tema, ki je aktualna tudi še danes, namreč takrat so pri McLarenu uporabili moštvene ukaze, podobno kot smo videli tudi pred kratkim na veliki nagradi Italije. Le da v obratnih vlogah, ker je prednost dobil Lando Norris. Moram vam priznati, da meni moštveni ukazi, v takšnem smislu, kot jih vidimo pri McLarenu, niso všeč, ker so nelogični. Lani na veliki nagradi Madžarske so v bistvu pobrali točke Lando Norrisu, ki je bil v boju z Maxem Verstappenom. Letos so seveda svojega vodilnega voznika Oscarja Piastrija nekako potisnili v ozadje in pomagali onemu, ki je do zdaj bil rahlo počasnejši, torej Lando Norris. A pustimo sedaj to. Lahko bi dejali, da na veliki nagradi Azerbajdžana je Oscar Piastri dosegel svojo prvo pravo zmago. Za njim seveda Charles Leclerc. In ne smemo tu pozabiti še na neko bizarno nesrečo, namreč Ferrari v Azerbajdžanu lani je bil v formi. Carlos Sainz mlajši in Sergio Perez sta trčila praktično tik pred zaključkom dirke. In tako seveda prikrajšala vse nas ljubitelje, to verjetno lahko tudi malce bolj razburljivega finala. Ampak vidi se lahko, da v Formuli 1, dokler ni dirke konec, ta ni končana. A vrnimo se malce k zmagovalcu Oscarju Piastriju, kjer mnogi navdušenci menijo, da je imel praktično tehnično prednost, ki drugim ni bila na voljo. Že med samim prenosom so nekateri opazili, da tisti pomožni profil,
njegovega zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja se je upogibal. Namreč konice so se zavihale navzgor in tako povečale tisto razdaljo med glavnim in pomožnim profilom. Mnogi so menili, da tako je lahko Oscar Piastri branil svoj položaj pred Leclercem, ki ga je napadel. In treba je tu poudariti, da prvič zadeva je bila znotraj dovoljenega po tehničnem pravilniku. Kar se tiče tehnične direktive, je ta točno določala, kako se meri upogib vseh elementov, ki so seveda pod kontrolo na samem bolidu Formule 1. In McLaren je seveda preizkus predstavil. Kasneje so spremenili metodologijo merjenja in danes seveda tako upogljiv pomožni profil na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju seveda ne bi bil znotraj meja dovoljene. Ampak po drugi strani se moramo vprašati nekaj. Namreč, koliko se je povečala tista špranja v resnici. Zračni tok, ki je pritisnil na sredino pomožnega profila, je le tega znižal na tistem centralnem delu in tako omogočal, da sta se robova nekako pomaknila navzgor. In če se je v resnici na sredini znižal in na konceh zvišal, bi lahko dejali, da je bila razlika v bistvu manjša, kot smo lahko na prvi pogled mislili. In kolikšna je bila prednost, ki jo je dobil Oscar Piastri? Lahko bi dejali, da po eni strani zanemarljiva, kajti tudi robovi, ki so se dvignili z tistega idealnega položaja, so pripomogli k dvigu zračnega upora, po drugi strani ga je lahko prav to rešilo. Ampak ne glede na vse, ker je prišlo do ogromnega števila protestov strani drugih ekip, so se pri McLarenu odločili, da tega elementa ne bodo več uporabili do konca v lanski sezoni. Kar je bilo tudi po svoje logično, kajti na nobeni progi ni prišla več v poštev tista aerodinamična konfiguracija. Torej obljuba, ki bi se je držali, tudi če ne bi prišlo do odkritja oziroma do protesta. A vseeno, Lando Norris je seveda pokazal, da se zna boriti, namreč zaradi slabšega izhodišča je imel ogromno dela, da se je prebil tja v ospredje. Ampak po drugi strani ni bil sposoben nekako izkoristiti tudi težav, ki jih je imel Max Verstappen. Torej je zopet v navednicah vrgel proč lepo število točk oziroma lepo priložnost, da bi svoj zaostanek zmanjšal. Piastri je pokazal svojo hladnokrvnost, na katero smo se že navadili do danes, in lahko bi dejali, da nam je dirka za veliko nagrado Azerbajdžana v lanski sezoni nekako pokazala, kaj lahko pričakujemo letos. In videli smo praktično po 2/3 sezone, da je bilo tako ali drugače podobno tistemu, kar smo videli na ulicah Bakuja. A sedaj se je treba ozreti malce na lastnosti te proge, ki jo dobro pozna. Ne smemo mimo dejstva, da ima ta proga v bistvu dve duši. Imamo tisti hitri del, kjer je lahko ena izmed najdaljših ravnin v celotnem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1 in kombinacija ostrih 90-stopinjskih ovinkov. Nato imamo tisti del, ki se vije pod grajskim obzidjem, kjer je potrebno imeti natančen bolid z veliko oprijema, da lahko voznik lepo se poda skozi tiste ožine, kjer prostora za dva enostavno ni. Torej, glavna zadeva, kar se tiče nastavitev za veliko nagrado Azerbajdžana, je kompromis.
kompromis med končno hitrostjo in oprijemom. A da bomo bolje razumeli, kaj nas čaka, si bomo kot običajno ogledali znano tabelo, ki nam jo daje Pirelli. In tu že prva sprememba glede na lansko sezono. Prisotne mešanice bodo C6, C5 in C4. In že tu mislim, da marsikdo je začel razmišljati, zakaj. Namreč spomnimo se sezone 2021, ko so imeli vozniki kar lepe težave. Spomnimo se Maxa Verstappena, ampak ne smemo pozabiti niti na Lenza Strolla. A k temu se bomo vrnili malce kasneje. Zdaj si najbolje ogledati tiste lastnosti, ki nam jih kaže ta tabela z vrednostmi, kjer bi lahko dejali, da je pospeševanje in zaviranje prav tam na vrhu. Kar se tiče vrednosti 5, imamo seveda pospeševanje, logično zaradi ravnin in tistih ostrih ovinkov v prvem delu in tudi evolucija proge. Tudi to je logično. Namreč po ulicah Bakuja lahko v preostalih dnevih leta vidimo vsakdanje osebne avtomobile. Njihove pnevmatike so čisto nekaj drugega od onega, kar je potrebno za Formulo 1. Zato bi lahko pričakovali veliko razliko v oprijemu med petkom in nedeljo. Na to sem govoril o zaviranju, ta ima vrednost 4. Logično, zopet zaradi tistega prvega dela, že tolikokrat omenjenih 90-stopinjskih ovink. Zanimivo je, da stres pnevmatik ima vrednost 3. Spomnimo se, kar sem povedal pred nekaj minutami, glede samih težav, ki so jih imeli v sezoni 2021. A pojdimo raje naprej, namreč oprijem asfalta in sam aerodinamični oprijem imata vrednost 2, kar nam zopet pravi, da morajo ekipe gledati na kompromis, posebej v tistem tehničnem delu okrog grajskega obzidja. In ne nazadnje, bočne sile in abrazivnost asfalta z vrednostjo 1. Sedaj, če si ogledamo malce, kakšna bo obraba pnevmatik, nam bo takoj jasno marsikaj. Vidimo sicer, da zadnji par koles bo malce bolj trpel, kar se tiče tega, ampak absolutno bi lahko dejali, da obraba pnevmatik sploh ne bo težava tu v Bakuju. A če pogledamo tisti grafični prikaz, kako bodo trpele pnevmatike, vidimo lahko, da zadnja desna na bočnem delu bo imela kar nekaj težav. Torej, zadnja desna zna biti nekoliko kritična, ampak to ne bo glavna težava na prihajajoči veliki nagradi Azerbajdžana. Če si sedaj ogledamo malce nastavitve, bomo najprej videli, da kar se tiče previsnega kota, ni večjih sprememb. Na prednji osi -3 stopinje, na zadnji osi -1,75. Tudi tlak, seveda, je med najvišjimi, kar jih vidimo v svetovnem prvenstvu Formule 1. Na prednjem paru koles je ta določen na 27 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles na 26. Torej, niso le visoke vrednosti, ampak tudi razlika med prednjo in zadnjo osjo je dokaj majhna. In tu se lahko začnemo spraševati, kaj bo glavna težava pri ekipah na prihajajoči veliki nagradi Azerbajdžana. In z eno besedo, glavna težava bodo temperature. Na vašem ekranu je sedaj simulacija kroga, kjer lahko vidimo, da na dolgih ravninah in tistih 90-stopinjskih ovinkih se bodo temperature v samih pnevmatikah izjemno močno znižale. In če se zopet spomnimo tiste kaotične dirke iz sezone 2021, je verjetno nekomu prišlo na misel,
da na tistem zadnjem reštartu je imel Lewis Hamilton pravzaprav težavo prav pri temperature, pneumatik in zavor. In seveda, takrat je Lewis Hamilton dobesedno pognal skozi okno lepo število točk, ki bi mu prišle še kako prav na koncu tiste sezone. A seveda, to pustimo sedaj za kdaj drugič, ampak hotel sem vam nekako pokazati, da po tisti dolgi ravnini na tistem drugem območju DRS in prvem grobem ovinku v levo zna biti še kako zanimivo, ko bo temperatura, pneumatik in posledično tudi zavor lahko padla tudi pod mejo tistega optimuma. Po eni strani pneumatika C6 bi znala rešiti marsikatero težavo, namreč mehkejša kot je pneumatika, na nižji temperaturi deluje. Ampak po drugi strani odpeljati je treba tudi več kot 305 km in pneumatika C6 verjetno ni tista najbolj idealna izbira. A videli bomo, kaj se bodo odločili v ekipah. Zopet bi lahko dejali, da se organizator trudi imeti veliko nagrado, ker bi bilo za vsak bolid predvideno več kot en postanek. A potrebno si je ogledati tudi vremensko napoved. In če smo malce tako površni, bi lahko dejali, da v petek bo oblačno, v soboto in nedeljo lepo sončno. A po drugi strani, če si ogledamo malce napoved padavin, bomo videli, da tako v petek, soboto kot v nedeljo je verjetnost sploh dokaj visoka. Torej, v različnih napovedih imamo čisto drugačne podatke ali pa ne znamo interpretirati pravilno tistega, kar vremenoslovci govorijo. Poglejmo si zadeve malce bolj od blizu, malce bolj specifično. V petek bo oblačno. Temperatura se bo gibala med 19 in 25 stopinjami Celzija. Možnost padavin bo 40-odstotna. Ampak na večer, ko praktično na progi ne bo več nikogar. Torej, padavine ne bodo ovirale vseh tistih aktivnosti, ki so predvidene v sam petek. Kolikor bo prišlo do padavin, se bodo te nadaljevale iz noči v petek na soboto zjutraj. In na to se bo zjasnilo. In seveda, ko bodo na progi bolidi Formule 1, bo sončno. Temperatura se bo gibala med 18 in 21 stopinj Celzija. Možnost padavin zjutraj bo zopet 40-odstotna, ampak samih kvalifikacij in tudi ne tretjega prostega treninga to ne bi smelo nekako prizadeti. Res izprana bo vsa tista guma, ki je bila nanešena v prvih 2 dnevih, ampak to ni tako bistveno. Upam, da se s tem vsi strinjamo. Kaj pa v nedeljo? Zopet imamo možnost padavin v nedeljo zjutraj, v dopoldanskem času. Ampak le 20-odstotna je verjetnost kakršnih koli ploh. Torej, za samo dirko lahko pričakujemo sončno vreme in temperature med 17 in 21 stopinjami Celzija. Torej, pričakujemo lahko lepo dirko, kjer bodo temperature nekoliko nižje, ampak asfaltna površina bo suha. Kar se tiče našega uvodnega prispevka, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.